Tekmovalce je v Ženevi pričakalo 8 vaj. Ocenjevalci so preverili tako njihovo teoretično znanje kot spretnost na kolesu in poznavanje cestnoprometnih predpisov v praksi. Najtežji mi je bil poligon številka 2 z stožci v obliki osmice. Težek je, ker moraš zelo dolgo držati koncentracijo pa biti zbran, zato da kaj ne podraš. Teoretični del pa ni bil zahteven. Cestnoprometne predpise je dobro znati, zato da si na cesti varen. Letošnja ekipa je bila zelo zagnana in so vadili vse vaje. Še ko sem mu rekel, zdaj pa je pauza, zdaj pa lahko nehate, pa so še kar vozili. Na tekmovanju so zasedli 16. mesto. Zaradi mesta sem bila malo razočarana, ampak zelo me je presenetilo, tam je bilo veliko ljudi in je bilo skozi hrupno in se nisi mogel zbrati. Kljub temu ji je bila izkušnja všeč, saj je dobra šola za druga tekmovanja. Na to tekmovanje sicer zaradi starostne omejitve žal ne more več, a spretnostno kolesarjenje ostaja njeno veselje. Spretnostno kolesarjenje je bolj zabavno kot cestno kolesarjenje, ker pri cestnem kolesarjenju sam goniš, tle pa še malo drugih trikov. Tinka se večkrat pobaha s kakim trikom na kolesu, jaz se večkrat nagledam in meni osebno je to zelo zanimivo. Brez da držiš krmilo se lahko voziš sam, ker nisi na cesti, ker zraven ni ljudi, ki jih lahko ogrožaš. Seveda pa je treba poskrbeti tudi za varnost. Vezalke na kolesu morajo biti vedno zavezane, moraš imeti čelado, pa kolo mora imeti ustrezno obvezno opremo. Kolesarka ali kolesar pa dovolj znanja.